Jaz mislim, da je to ena zelo dobra nova pridobitev, ta pač geneza fotografije in videa. To je korak v pravo smer. Prvo, demokratizacija vizualnega jezika, dejansko ljudje danes vedno več gledamo. Gledamo na YouTubeu, gledamo na internetu, vizualna govorica je iz dneva v dan močnejša. In to je le eno izmed orodij, ki nam omogoča najširši množici, da dela ne samo video, ampak da dela kakovosten video. Slika v gibanju ne samo, da veliko pove, ampak ima tudi emocijo lahko zraven, ki je dosti močnejša kot emocija, ki je ena sama fotografija lahko prenese gledalcu. In vedno rabimo močnejši impuls in se mi zdi, da ta močnejši impuls predvsem prihaja iz sveta videa, ne toliko fotografije. Za potrebe interneta bo marsikdo rekel, da je dovolj tudi običajna videokamera nižjega cenovnega razreda. Kdo so potem uporabniki, ki bodo posegali po teh vrhunsko zmogljivih fotoaparatih s funkcijo profesionalnega videa? Jaz bom rekel, da so to prvi vrsti potrpežljivi in vztrajni uporabniki, ker veliki senzori potegnejo veliko lepega za sabo, ampak tudi potegnejo eno stopnjo discipline, ki jo pač ne potrebuješ ali ne rabiš imeti, če snemaš z kamerami, ki imajo manjše čipe. To pomeni, če nekdo hoče delati zelo hiter, pa se ne toliko poglabljati v samo kompozicijo, ostrino, blendo in tako naprej, so definitivno povsem legitimne rešitve manjše kamere z manjšimi senzorji. Če pa nekdo hrepeni po neki določeni estetiki, po nečem več, in bi jim pa toplo priporočal, da se odločijo za video DSLR. Kako gledate na snemanje z mobilnimi telefoni? Tudi sam vsak dan snemam na mobilni telefon in se mi zdi, da to nikakor ni izključujoče. To so stvari, ki se dopolnjujejo. Danes ena kamera ne zadostuje, rabimo jih več. Vsaka kamera lahko ima svojo funkcijo in to funkcijo lahko zelo dobro opravlja. Jaz sem za tisti umestnik in. Imejmo in telefone, in velike filmske kamere, ampak imejmo tudi zraven v tej video DSLR pridobiva vedno večjo in vedno bolj pomembno funkcijo. Beseda morda o pomanjkljivostih snemanja videoposnetkov v DSLR svetu. S kakšnimi omejitvami se soočamo? Soočamo se predvsem z omejitvami v času, ki ga terjajo te mašine za to, da dobimo kakovostne izdelke ven. To so v povprečju na posnetek video DSLR potrebuje več časa. Zato tudi za eno informativno stvar, tako kot zdaj snemamo, mogoče to ni ta pravo orodje, mogoče je vaše orodje bolj primerna stvar. To se pravi, omejitev je čas, ki ga imaš na razpolago. Druge omejitve so pa odvisno od tega, katero kamero imaš, kakšne objektive imaš, koliko luči imaš, kakšno ekipo imaš in tako dalje in tako dalje. Ene stvari tudi v smislu neke reportažne narave z večjimi kamerami so povsem izvedljive. Terjajo pa bolj vzivljene snemalce, dopuščajo manj možnosti napak in terjajo več od snemalca, kakor bi neka kamera z manjšim senzorjem. Video DSLR-ji so odprli svet igral za snemalce, pa ne samo za profesionalne filmske ustvarjalce, ampak za najširšo množico uporabnikov. In tukaj se začenja definitivno ena nova doba, nova era s svojimi zakonitostmi in z enim filmskim jezikom, ki se povsem na nov piše. Bi že lahko s tem posneli celovečerni film? Verjetno da. Nikon, kot rečeno, ima eno stvar, ki nobeno drugo konkurenčno podjetje nima, to je pa v bistvu neskompresiran izhod. In to je pa v bistvu tista glavna omejitev vseh dosedanjih aparatov, ki so enostavno marsikakšnega profesionalnega ustvarjalca odvrnili od tega, da bi to uporabljal za neke profesionalne projekte. Se mi zdi, da je Nikon z clean HDMI 1080p outputom še eno, kako bi rekel, bariero, še eno etapo stopil stopničko više in odprl še eno mini novo obdobje. Pogrešate stabilizator v teh aparatih? V aparati ne, zaradi tega, ker imajo celo vrsto odličnih objektivov, ki imajo krasne imidž stabilizatorje noter in to je veliko boljše, kot če se stabilizira slika v samem aparatu.